Lani sem na festivalu vajeništva na Gospodarski zbornici Slovenije spoznal kar nekaj fantov in deklet, ki se preko vajeniškega programa usposabljajo za različne poklice. Pogovoril se bom z mizarji in oblikovalci kovino-rodjarji, ki so v podpori njihovih mentorjev uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje. Zaključil si s svojim vajeništvom ta trenutek zdaj, 5 minut nazaj. Kakšen občutek je zdaj? Kako se počutiš? Ful dobro, ne? Ma dobro. Odlično. Daj mi povej, zakaj si se odločil v bistvu za to smer, zakaj si se odločil sploh za vajeništvo? Zato, ker je prakse več, naučiš se več delati z rokami. Ti glih ni nekaj všeč šola, ne, pa če bi radi še delal v podjetju. Je tudi to ena dobra opcija, ne? Teorija je pomembna, zraven je pa praksa v tem poslu, ki ga mi delamo, tudi zelo pomembna. Fantje, ki prihajajo, so stari 15 let. Dvomim, da danes v tem času že kdo ve, kaj bo v življenju delal. Ne? In morajo določeno izkušnjo dati čez, da se vidijo, če se vidijo v tem poslu sploh. Koliko si se pa naučil zdaj? Da te bom tako vprašal, koliko si prej že znal? Bolj malo. Bolj malo. Niti polovico tega. Kaj znaš pa zdaj narediti? Evo, mizo znam narediti. No to pa je nekaj, a ne? Ja. Najbolj ponosen sem zdaj na to, da sem naredil šolo, da sem se naučil CNC upravljati, računalniško načrte risati, ročno načrte risati. Piše orodje za brizganje plastike, to zgleda čisto profesionalno. Saj je. Saj je, to mi všeč, saj je. Lahko vidimo, da izdelke, ki so jih fantje naredili, so na visokem nivoju. Pomeni, da so določena znanja osvojili. Se pravi, če bi šel še enkrat 3 leta nazaj, bi se isto odločil? Še enkrat bi se odločil za vajeništvo, ja, ker tle se na praksi se veliko več naučiš, kot če bi še v šoli, ne. Enako uspešni kot fantje, s katerimi sem se pogovarjal, so bili tudi vajenci na ostalih šolah. Katere šole izvajajo vajeniški program in v katerih podjetjih se vajenci usposabljajo z delom, pa si lahko pogledate na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.